Živijo, dobrodošli v podkastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes bomo govorili o nečem, kar lahko radikalno spremeni prodajo, o tako imenovanih vizualnih konfiguratorjih. Torej, če prodajate nekaj kompleksnega, veste, koliko je težko stranki predstaviti vaš produkt, pomagati jim ugotoviti, kaj rabijo, in tukaj v igro stopijo konfiguratorji, ki kupcem omogočajo, da si da svojo izbiro ne le zamisel, ampak da si jo tudi vizualizira, tako da bi se pogovarjali o tem, kako to vpliva na hitrost odločanja, kako to vpliva na zaupanje strank, na uspešnost prodaje, pa tudi nekaj o tem, kako se lotiti uvedbe tazga sistema, če imamo take produkte. In zato sva goste povabila Leona Pantarja iz podjetja SalesQuiz, ki v bistvu strankam pomaga ravno to delati, torej optimizirati prodajo s konfiguratorji CPQ orodji. Tako da, Leon, dobrodošel v Raztezanjih. Hvala za povabilo. Pa daj za začetek kar malo več povej o sebi, pa kako si prišel do te ideje SalesQuiza. Najprej še enkrat hvala za povabilo. SalesQuiz je v bistvu zgodba, ki je nastala skozi leta razvoja programskih rešitev po meri z fokusom na proizvodna podjetja. In nekako se je ena stvar skozi pojavljala, da dejansko podatki, ki so jih v proizvodnji obdelovali, zato da so lahko artikle proizvajali, so imeli skozi kakšne napake. In običajno je bil vir teh napak oziroma podatkov prodaja. In bolj, ko greš v kompleksnost, težje je v bistvu zagotoviti, da so naročila pa ponudbe, ki dejansko grejo ven iz podjetja, pa ki jih proizvodna mora vzeti kot edini vir resnice, da lahko izdelek proizvede, da so v bistvu problematična. Se pravi, ogromno je nekih opcij, obstaja ogromno neke poslovne logike, potem samih fizikalnih omejitev produktov, se pravi, kaj se sploh da proizvesti, kaj pa še skupaj. In pri večjih podjetjih, kjer je portfelj produktov večji, je v bistvu to področje postane neobvladljivo. In mi smo skozi v bistvu razvoj programskih rešitev po meri prišli do takih primerov, začeli razvijati neke prve čist custom-made konfiguratorje in na podlagi v bistvu izkušenj s tem smo najdeli v bistvu za nas nek enostavnejši način, kako to hitrejš za stranke narediti, in z tega v bistvu ratala zgodba SalesQuiza. Se pravi, dejansko je bil v začetku nek framework za lažji razvoj, potem smo ga pa v bistvu začeli pakirati v nek resen softverski produkt. In v zadnjih 4 letih smo iz tega v bistvu zgradili kar uspešno podjetje, ki trenutno zaposluje nekaj čez 20 ljudi, uspešno nastopa na 15 trgih po svetu, prodajamo, v bistvu naše stranke prodajajo na več kot 90 trgih, tako da tako nekako zavodno. Torej v bistvu najprej ste razvili nekaj zase, kar je vam ful koristili, in pa ste rekli, zgaj to ne bi tudi drugi omogočili, da si sami naredijo. Tako. V bistvu problem, ki smo ga zaznali, je, da je bilo zelo malo znanja o tem na voljo. Se pravi, nisi najdel nekih rešitev na trgu ali pa nekih konceptov, kako sploh to delati. In mi smo začeli tako, kot smo znali, custom made. Hitro smo najdeli neke vzporednice med tem, kako opisati kompleksnost nekega produkta, kako to potegniti potem na višji nivo, se pravi, zvizualizirati dejansko, kako v ozadju pripeti neke komercialne pogoje, se pravi, da se lahko zračuna cena, kako sistematizirano opisati logiko nekega produkta, pa vse poimenovane constrainte oziroma omejitvene. In nastal je nekak intern framework za naše razvijalce. In ta framework smo v bistvu skozi vsa ta leta nadgradili do nivoja, da je danes pač vizualen, da se ga da urejati z drag and dropom, se pravi zelo enostavno, brez nekega poglobljenega tehničnega znanja o sami rešitvi, je pa seveda potrebno tehnično znanje o produktu. Ok. Preden gremo čist ful v globine, pa kako se tega lota, dajmo sam povedati, torej, kaj so konfiguratorji, oziroma v prodajnem procesu govorimo o CPQ-ju, torej Configure Price Quote rešitvah, in konfigurator ali pa konfiguratorji so del tega procesa, ampak samo tako, da bomo vsi na istem imenovalcu imeli, kaj so konfiguratorji. Zdaj pomemben proces, ki se v teh podjetjih dogaja, je tako imenovan CPQ oziroma Configure Price Quote. Gre za proces, kako zajeti želje kupca
in potem sestaviti ustrezno konfiguracijo izdelka, ki ga podjetje lahko proizvede, in v bistvu kako cel ta proces do tega, da denar pride v podjetje speljati. Ne? Običajno je na začetku točka z največ trenja oziroma frikšna, ne, je ravno ta konfiguracija, ne, kjer v bistvu vsi, ki se s tem srečujejo, morajo zelo dobro poznati produkt, pa zelo dobro razumeti želje kupca. Ne, in konfigurator je v bistvu orodje, ki te vodi skozi ta proces, brez da poznaš vse specifike. Ne, se pravi, je nekak digitalni dvojček produkta, predstavljen na zelo poenostavljen način, kjer v bistvu ne moreš narediti napake. To je nekak konfigurator. Je v bistvu zelo dobro, pa zelo hitro prodajno orodje. Torej, če nimaš konfiguratorja, to delaš verjetno v Excelu ali pa kar malo na papir. Ja, doskrat je to na robček ali pa na... Videli smo že vse živo, no. Se pravi, listek, škatlica cigaret, robček, slikan, poslan v podjetje in pa naj se nekdo s tem ukvarja, ne. Ali pa recimo zelo taka znam primer so recimo, ne vem, nekdo pošle v podjetje povpraševanje za okna, pa napiše, jaz bi rad 15 belih oken, a mi lahko poveste, kakšna je cena, ne. Se pravi, nepopoln podatek stranke je težko spremeniti v nek kvaliteten podatek, da dejansko podjetje lahko to obravnava kot resno prodajno priložnost, ne. In konfigurator je v bistvu prodajno orodje, ki ga lahko uporabi ali prodajnik, ali recimo partner podjetja, a ne, ki prodaja artikle, izdelke, ali pa celo končna stranka sama, zato da v bistvu podjetju sploh pove, kaj želi. Cool. Až kaj me sam zanima, če damo en primer. Mogoče ali pa panoge, kjer se je v bistvu konfigurator, vizualni konfigurator, to, kar si rekel, da je narisan na papirček, pa to, ne, da nisem to. Na katerih panogah je imel največji vpliv, tako recimo konfigurator, da je res naredil nek preboj oziroma ga dela zdaj, no? Historično gledano, mislim, da lider v tem razmišljanju je tak automotive, ne. Se pravi, vsi poznamo konfiguratorje od BMW-ja, Audija, Volvota, to je danes v bistvu standardni kanal za v bistvu generirati demand za njih, ne. In recimo zelo dobro so sprejeti v situacijah, kjer je v bistvu na drugi strani končni kupec, ne, se pravi, predvsem ti vizualni, ne, to je, govorimo dom in vrt, vertikala, construction, recimo v zadnjem času zelo popularen tiny house, ne, tle noter ta vertikala je zelo dober konfigurator paše v to zgodbo, predvsem, ker končni stranki res enostavno prikaže, kaj sploh produkt ponuja oziroma kaj podjetje lahko naredi. Drugač pa v B2B svetu zelo velike industrijske tehnike, recimo strojgradnja, komponente, črpalke, ventili, se pravi industrijske komponente, potem recimo agrotehnika, potem avtodomarska industrija oziroma camping industrija na splošno, ne govorimo o prikolicah, šotorjih, pač vse, kjer se stranka lahko dejansko zmišljuje, kaj želi od končnega produkta imeti v naboru nekih opcij, ki jih podjetje ponuja, ne. Pa recimo prihaja tudi v retail segment, kar mene v bistvu zelo veseli. Se pravi, zadnjič smo se pogovarjali recimo o tem problemu, ne, kupujem, ne vem, džins hlače, ne, grem na katerokoli spletno trgovino, rečem moške džins hlače, dobim 300 artiklov, ne. Ja. Se pravi, konfigurator uspešno nagovori ta paradoks izbire, s katerim se stranka srečuje, ne. Se pravi, preveč opcij in posledično ni odločitev. No, pa še ta del se mi zdi, veš, kaj si rekel, zdaj pri džins hlačah, ne, spravo, bolj greš skozi ta del, daj se zmera, ne, te input podatki, tako, ki jih moraš dati pri strojegradništvu in vsega tega, in pol dejansko dobiš, imaš pa 5 modelov. Tako. Ni več v njih 300 sploh zate primernih, ne. Tako, ta del se mi zdi ful dober. Tako, dober use case. Ja, zdaj to je po mojem modern problem pač in retaila v trgovinah in e-commerce, ne. Preveč ponudbe. Se pravi, včasih si imel na voljo, ne vem, ene piškote, eno olje, en prašek, danes prideš na police ali pa v trgovino, jih imaš, ne vem, 50, ne, in odločaš se na koncu v bistvu lahko samo še poceni, ker so embalaže relativno iste, malo so druge barve, to je pa to, ne. Noben ne
težko najdeš pač nekaj, kar je res primerno zate. Ne? In konfigurator oziroma ta vodena izkušnja je nekaj, kar v bistvu kupcu daje občutek, da je artikel narejen točen za njega. Ne? Čeprav je lahko čist generičen, ali pa recimo ene jeans hlače so za vse enake, ampak ideja tega sistema je, da pripelje kupca do izbire, ki je točno za njega. Ne? Ali pa do 3 možnosti, ki so točno za njega. Ne? Prav personaliziramo ne samo produkt, ampak lahko tudi nakupno pot. Torej, kupci se potem lažje odločajo, hitrejše odločajo, bolj odločajo. Torej, definitivno. Down the road dvigneš prodajo zaradi tega. Začel se je to, ne, recimo za nas, za naš, se pravi, geografsko lego iz časov Jugoslavije, ki pač ni bilo nič na izbiro. Ne, in potem je v bistvu več izbire je bil nekako moto vseh. Ne. Izkaže se, da ja, do neke mere, ampak od tam naprej pa v bistvu za prodajo ni več dobro. Ja, prekompleksno zmanjšuje, tako, da se sploh odločiš. Tako. Okay, zdaj, kaj pa uvedba tazga konfiguratorja spremeni v prodajnem procesu ali pa pri delu s partnerji, ki si jih prejemajo tudi kot ene velikih uporabnikov? Predvsem v bistvu da, se pravi, znanje o produktu naredi dostopno vsem. Ne, ko recimo govorimo o prodaji zelo kompleksnih izdelkov, je običajno problem podjetij, da v bistvu to znanje obstaja v glavah določenih zaposlenih, zelo težko ga je prenašati. Recimo upeljava novega prodajnika v tak sistem lahko traja tudi leto ali 2, preden mu lahko toliko zaupajo, da sam pripravlja ponudbe. Zdaj, s takim sistemom je ready to go praktično v enem dnevu, ker dejansko ne more narediti napake. Ne? Napaka se lahko zgodi samo v primeru, da ne zna zajeti podatkov v bistvu kupca na pravilen način, drugače pa konfigurator, če je pravilno narejen, ne pusti napačnih izbir oziroma sploh ne takih izbir, da podjetje recimo tega ne bi moglo proizvesti, kar se velikokrat zgodi. Ko gremo recimo na področje partnerjev, ne, ena taka statistika, ki jo mi precej zaznavamo pri podjetjih, je, da v prvem letu, ko se partner preklopi v nek sistem, je v bistvu error rate na naročilih med 10 pa 15%. Spravi 15% naročil pride v podjetje z napako, doskrat so to naročila, ki so že prodana, se pravi, stranka je vplačala nek avans in je zadeva načeloma zaključena, ne? In potem pridemo v ta cikl enormne komunikacije, kjer zdaj podjetje zazna, da pač dejansko to sploh ni možno in mora cel cikl komunikacije steči, da končna stranka potem reče, ja, ok, bom sprejel to ali pa ne bom. Veliko slabe volje, en kup enega časa zapravljenega, pa pač napake kot take stanejo kar precej. Sprav, proizvodno podjetje na podlagi naročila naroča material, ima stroške skladiščenja, planira proizvodno. Ne? In če pride do napake, se ta proces ustavi, imamo odvečen material na zalogi, delavce smo splanirali, pa jih zdaj moramo replanirati, pač en kup enih stroškov pa težav za sabo to potegne. Ne? Tako da konfigurator recimo zelo enostavno reši ta problem. Ne? Človek, ki ima znanje v produktu, ga recimo prenese v sam konfigurator in konfigurator poskrbi, da se to ne more zgoditi. Ne? Zelo enostavno. In konfiguratorji, kot jih vidimo mi, se načeloma uporabljajo na vseh 3 področjih. Se pravi, v prodaji, za poslovanje z zastopniki in pa tudi pred končnimi strankami, zato da jim pač pokažemo, kaj sploh smo zmožni narediti. Torej so te prodajalci tudi bolj uspešni zaradi tega? Definitivno. Prav, bolj uspešni, hitrejši, pa predvsem v tem času zdaj, ne, drastično pomanjkanje kvalificirane delovne sile, predvsem v prodaji. Ne, dejansko z istim številom ljudi lahko delaš dosti več, pa posvečajo se lahko aktivnostim z višjo dodano vrednostjo, kar bi v tem primeru pomenilo, da se dejansko ukvarjajo s kupci. Ne, da preživljajo dneve pri pisanju ponud, pa handlanju teh napak. Ja, ne, tam je bila dobra, kar si rekel, torej, da se naročilo sploh da narediti, ko pride v proizvodno. Ker vse kot kupci si predstavljamo, kako ta stvar zgleda, pa kako ti kot kupcu to res olajša proces, ampak na drugi strani je še to, da dejansko pol iz tega nastane naročilo za proizvodnjo, ki mora biti tudi tako, da so na koncu dali skupaj sestaviti. Ja. Tako da, tle lahko res veliko napak. Dejansko prihaja do situacij, kjer v bistvu ne moreš proizvesti nečesa.
Se pravi, to se dostkrat zgodi. Ampak te konfigurator pri čimerkoli omejuje, torej a si prej lahko ene stvari bolj custom delu kot zdaj, pa za custom stvari rabiš še vedno arhitekta ali pa inženirja, da nekaj nariše, ali se da praktično vse noter spraviti, sam koliko si ustrajen? Jaz bom tako rekel, ne. Recimo, večje, kad je podjetje, bolj smiselno je standardizirati svoj prodajni program. Ne, za manjša podjetja je običajno prednost pred konkurenco to, da se lahko prilagajajo. Medtem, ko začneš enkrat rast, te začne to omejevati. In standardizacija možnosti dejansko je tista, ki prinaša rast. Ne. Zdaj, tle je zelo dober primer, ne, recimo Tesla v primerjavi z ostalimi proizvajalci vozil. Ne. Se pravi, njihov prodajni kanal je konfigurator. Ne. Oni so v bistvu malo predrugačili to klasično avtomobilsko industrijo, kjer v bistvu avtomobilski brand dejansko nima dostopa do končnega kupca. Ne, v bistvu njihov poslovni model je B2B, do distributerjev, distributerji poslujejo z dilerji poslujejo s končnimi kupci. Ne. Tesla je v bistvu to mrežo odrezala, naredila direkten prodajni kanal do končnega kupca in drastično zmanjšala nabor opcij, ki jih pač avto ponuja, oziroma tiste, ki so večinoma softverske. Sprav, da je njim relativno enostavno iz konfiguracije ven v bistvu konfigurirati firmware v računalniku in se avto postaviti, koliko je treba. Ne? To je recimo en tak zelo velik competitive advantage za njih bil in to jim je tudi omogočil drastično rast. Ne? Hkrati pa, ker nimajo overheada prodajne mreže, ne? Dejansko celotno maržo zadržijo večinoma zase, ne? Kar jih dela tudi precej bolj profitabilne. In to je recimo en tak pristop, kjer je konfigurator omogočil ta poslovni model. Ne? Jaz osebno sem mnenja, da bi se tak poslovni model lahko še marsikje drugje uveljavil. Tle so bolj prepričanja posamezne industrije, da se to ne da. Ja, veš, kaj se mi zdi zanimivo, zadnji smo se pogovarjali, smo se malo pripravljali na tole, si omenil, da v bistvu je konfigurator lahko tudi ena prednost stran to, da v bistvu ta podjetje, ki ima distributerje, ponudi nekaj dodatno v bistvu za svoje distributerje, za te, ki imajo cilj do končnih prijatelj, ker prej niso imeli Excele, pa vse stvari, pa si mogel biti povezan. A imaš kakšen tak case, kako so v bistvu res ta del poenostavili, se pravi, da je podjetje v bistvu matično dalo v bistvu na voljo tehnologijo naprej. Ja, to je v bistvu primer uporabe, ki ga mi daleč najbolj si želimo delati, oziroma ga zmeri več delamo. In sicer odnosi v proizvodni industriji so večinoma taki, da proizvodno podjetje dejansko ne prodaja, ampak procesira naročila. Za prodajo je odgovorna prodajna mreža, v katero oni vlagajo zelo veliko na nivoju odnosov, ne, in pa pač širjenja te mreže. In v bistvu veliko podjetje je pogruntalo, da mreža, oziroma da ne vejo, kaj ta mreža počne, oziroma da mreža ni dovolj učinkovita. Ne. In prva stvar, kaj narediti, ne, ja, rabijo boljši marketinško-prodajni support. Ne. Problem te mreže je tudi to, da velikokrat končni recimo resellerji ali pa dealerji, kakorkoli jih imenujemo, ne prodajajo izključno samo, se pravi, nimajo ekskluzive enega proizvajalca, ampak dostikrat prodajajo artikle, ki so si zelo podobni med sabo, recimo, če rečemo pergole, ne, imajo 2-3 zastopnike, ne, in malo ocenijo stranko, ne, imajo recimo nižji pa višji cenovni rang in potem ocenijo, koga bojo pač ponudili. Ne. Kar je velik problem za podjetja, ker dejansko ne vejo, kaj se dogaja, ne, koliko ponud za njihove izdelke so dali ven, koliko naročil lahko pričakujejo. Ne. In recimo ena od naših glavnih prednosti je to, da v bistvu te konfiguratorje, ki jih skupaj s podjetjem zgradimo, potem ponudimo njihovim dealerjem, zato da olajšamo dealerju prodajni proces, se pravi, da je ta prodajni proces zelo vizualen, tako kot bi ga imela recimo končna stranka na primeru Tesla. Ne. Sprav, nekaj klikov, dobim ven ponudbo, dobim ven 3D model te pergole, ne, stranki lahko pokažem, kako bo to izgledalo. Pač točno tako, se pravi, barve, vsa konfiguracija. Ne. Dobim takojšen izračun cene po ceniku dealerja, ne po ceniku proizvajalca. Ne. In če recimo se stranka odloči, da bo to pergolo naročila, lahko z enim klikom
to naročilo prenesem proizvajalcu in nihče se ničesar ne rabi več dotakniti. V zadnjem času pa, kar me zelo veseli, se pa v bistvu pojavlja tudi potreba po tem, da bi tudi zastopniki radi imeli izkušnje za končne stranke na svojih spletnih stranih, ne? Kar je pa po mojem mnenju zelo velika priložnost za te proizvajalce, ker dejansko lahko preko tega drastično razširijo svoj reach, ne? Se pravi doseg na trgu. Ne, praktično vsak zastopnik je lahko njihov mini prodajni kanal na katerem koli trgu. Ne. In tudi tako izkušnjo smo mi omogočili, da lahko pač konfigurator pod brandom zastopnika potisneš čist do končnega kupca. Ne. To mi deluje tako ful napreden, veš, v digitalu affiliate. Veš, možeš kar daš v tej booking čaži, kar oglase pripravo, ti si jih sam še napopal, tukaj ti že daš, ti imaš stranke, znaš prepričati. Mi predvsem izhajamo, se pravi zelo veliko se ukvarjamo pa pogovarjamo z resellerji. Glavnina naših povpraševanj prihaja z strani resellerjev. Ne. Običajno ne delamo z resellerji, ne, ampak z njihovimi dobavitelji. Ampak te informacije, kaj oni dejansko rabijo, ne, so zlata vredne, ker proizvajalci dostikrat ne vejo. Ne. Njim je pač cilj, dajmo še 100 resellerjev dodati, dajmo ta trg odpreti, bomo najdeli distributerja, ne, in pika konc. Ne. Kako pa ta podjetja dejansko narediti učinkovita, ne? Jaz mislim, da distribucija je blazno velika priložnost za rast, kjer vsi puščajo ogromno denarja na mizi. Lih zaradi tega, ker pač ni efektivne prodaje. Ja, kakor se mogoče sliši čuden, je po moje logično, ne? Torej, kot si rekel, ne? Proizvodna podjetja so primarno obdelujejo naročila, distribucija je pa tista, ki se ukvarja s tem, kako nekaj prodati, kako zdaj narediti dobro naročilo, kako si izboljšati prodajo. Ampak zdaj, glede na to situacijo, ki si rekel, da jo imaš, kako se zdaj pa lotaš uvedbe enega tazga sistema? Torej, jasno, treba bilo proizvajalca prepričati, da rab tak sistem, ne? Ali pa ga njegova distribucijska mreža rab, in tam dobiš pa proizvajalcu, dobiš tudi nekoga, ki ima to tehnično znanje, ki si rekel, da je potrebno, pa kaj rabaš še? Torej? Ja, običajno projekt vsebuje 2 ali pa 3 sklope. Ne? Pri manjših podjetjih, recimo tam do 50 milijonov prometa, običajno 2, pri večjih pa 3 ali celo več. Tipično je to nekdo iz produktne ekipe, ki dobro pozna produkt, ki pozna proizvodno sestavo tega produkta, ki pozna opcije, ki pozna logiko, kako se v bistvu zadaj sestavlja kosovnica, ne? Ker pri nas v bistvu za proizvodni proces je končen v bistvu output sistema kosovnica. Ne? In tak človek, običajno to je produktni menedžer ali pa vodja produkta ali pa tehnolog ali pa kakorkoli, on je tisti, ki nam pripravi master podatke. Ne, mi imamo pač eno logiko, kako te master podatke zgraditi, peljemo skozi ta proces in v sklopu tega procesa nastane en dokument, kjer so noter opisani vsi master podatki, vse možne izbire in pa popisana vsa produktna logika. Se pravi, če je to izbrano, tega ne moreš, ali pa če je to, potem mora biti to 2-krat, take stvari. Ne? In to produktni človek običajno naredi. V tem procesu sodeluje še nekdo iz prodaje, ki ima pač roko nad tem, kako se izračunavajo cene, kako so določeni recimo prodajni pogoji za določene distributerje ali pa pač resellerje. Ne. Potem pa zadnja stvar, ne, je pa običajno še nekdo iz marketinga, ne, ker tako urodje, ne glede na to, kam ga pozicioniraš, zdaj ali ga daš kot dodatek na svoj korpo website, ne, ali ga deliš z distributerji, dealerji, ne, ali ga daš njim, da ga dajo pred končne stranke, ali pa ga upelješ v prodajo, zmeri rabiš nek support, se pravi, rabiš onboarding, rabiš podporo, kako sploh s tem delati, zakaj je to dobro. In mi z podjetji, predvsem s tem sales pa marketing delom, običajno naredimo nek rollout plan, ki v bistvu v prvi fazi zajema en najbolje prodajen produkt, 80% vseh use caseov probamo s tem pokriti, se pravi, ne gremo 100%, pa običajno vzamemo top 10 partnerjev, zato da zvalidiramo, da je to res način, ki bo deloval. Potem pa v drugi fazi običajno vključujemo kritično maso, to je nekje 11 do 15% partnerjev. V tretji fazi probamo priti do 50%, od tam naprej je pa pol na
direktorju prodaje ali pa celo direktorju podjetja, da zadevo v zakoni. Pa reče, od danes naprej naročil po elektronski pošti, pa po faksu ali pa na papirčkih ne sprejemamo več. To je primarni kanal za naročanje. Če boste naročali drugače, so dodatni stroški. Okay. Koliko je pa izziv, tega mogoče nisi izpostavil, predstavljam si, sploh če hočeš biti vizualen, je treba neke slike narediti ali pa 3D modele, a to podjetja že kar imajo ali je to... Večinoma ne. Zdaj pri nas ponujemo kar nekaj možnosti za pripravo te vizualizacije. Ne? Mi zelo veliko delamo na tako imenovanih use casih oziroma templatih, kjer mi pripravljamo programatične generične modele, recimo za Pergolo imamo en zelo dober model, ki ga lahko zelo hitro prilagodimo na dejanski produkt, ki ga stranka ima, ker se večinoma razlikuje samo v profilih, logika je pa čista. Podoben primer imamo recimo za notranja vrata, za zunanja vrata, za okna, za glass roofe oziroma verande, po domač povedan, isto nadstreške, ne avtomobilske nadstreške. To je recimo tak, pa recimo za hiške. Ne? To je recimo nekaj, kar nam omogoča, da zelo hitro pridemo stranki nasproti z zelo dobro vizualizacijo. Medtem ko v projektih, ki so bolj custom narave, v smislu recimo strojgradnje, avtodomov ali pa ne vem, nekih stanovanjskih objektov majhnih, tam se pa povezujemo s partnerji, ki nam pač pomagajo to narediti, če podjetje samo tega še nima. Ne. V določenih primerih tudi imajo. Zdaj pa še en ful nehvaležno vprašanje. Koliko to stane, pa koliko traja? Pa zdaj, lahko govoriš o nekem rangu, lahko pa rečemo, ne vem, za nekoga, ki dela pergole, ki je tega veliko, pa je to rečemo dosti standardiziran, je pa to tak projekt. Zdaj recimo vsi te projekti, ki so pač templated, ne, se pravi recimo pergola, ne, je naš cilj, da ga čim prej zaženemo in običajno smo v roku 30 dni live. Se pravi, od začetka, ko se podpiše pogodba, do tega, da imamo rollout plan v izvedbi, običajno preteče 30 dni. Ne? Se pravi, recimo vse firme, ki to se zdaj odločajo ali pa razmišljajo o tem, ne? Marca se začenja sezona, je še čas. Tako da se da še narediti, ne, do takrat. Cenovno je pa pač malo odvisen od obsega. Zdaj projekti se začenjajo tam pri 15,000 evrov na leto, pa grejo tudi za pač ogromne firme z globalno prisotnostjo tudi do 100+ evrov na leto. Glavni vpliv je, ne vem, število distributerjev ali pa uporabnikov, ali je bolj to sam, koliko je sploh kompleksen? Ja, v bistvu imamo, pri nas je biznis model narejen na 3 nivojih, ne. Se pravi, mi pokrivamo prodajni del, distributerski oziroma partnerski del, pa končno prodajo in za vse te 3 imamo licence. Okay. Se pravi, pa kakorkoli firma sama hoče pač teh licenc imeti. Naša nekako logika je, da probamo začeti na manjšem obsegu, pa potem pomagati podjetju, da organsko rase. Se pravi, treba jim je pomagati vzpostaviti proces onboardinga partnerjev, treninga partnerjev, da je to neka ponovljiva zanka, ki jo lahko sami izvajajo. In načeloma vsakič, ko jo ponovijo, mi dobimo novo licenco. Kaj so pa recimo pri takih stvarih največji neke, ne vem, zapleti, izzivi, ovire, kako se recimo podjetje se pač loti tega, tako, s čim se vi srečujete, pa kako so neke pa strategije, kako to premostiti? Ja, največji problemi so običajno na tem, da podjetja podcenijo, kaj to pomeni. Se pravi, digitalizirati en tak proces, to je v bistvu, mi dostikrat rečemo front-end do stranke, ne? Se pravi, prodajni front-end, ne? To ni samo prenesti Excel na splet. Ne? Čeprav smo tudi že to videli. Ampak to je v bistvu čas za resen premislek o tem, kako je podjetje do zdaj funkcioniralo, pa kako bo od tukaj naprej funkcioniralo. In kot vsaka digitalizacija, ne, če želiš, da je ta projekt uspešen, je treba razmišljati malo širše. Se pravi, upeljava konfiguratorja pa CPQ urodja je dobra stvar, ampak okrog tega je treba razviti tudi SOP-je, ne, se pravi, standardne procedure, kako se bodo določene stvari recimo delale, ne. Lih pred kratkim smo imeli en primer, da pač
je prišlo do ene napake na naročilu, ne, in stranka je pač klicala nas, da se je nekako zgodilo, da je konfigurator to naprej spustil, ne. In da pač bomo mi odgovarjali za poslovno škodo. In ko smo šli gledati za nazaj, kaj je bilo narejeno, v konfiguratorju je bilo stanje pravilno, ne, na prehodu v ERP sistem, v ERP sistemu stanje ni bilo pravilno, ne. In pa smo v bistvu z ERP partnerjem pogruntali, da je nekdo pač ročno šel to popravljati v ERP sistemu, ne. In je v bistvu z dobrim namenom, da bo uredil napako, ki se je zgodila na strani kupca, hiter popravil, pa še pred proizvodno spustil to zadevo v proces, je dejansko osnova naročila bila napačna in potem se je naročil za nekaj tisoč evrov napačnega materiala, kar se je ugotovil šele v proizvodni, ne, in je za sabo potegnil kar precejšno poslovno škodo. In zato govorim, da to pač ni samo ta proces, ne, ampak so vsi procesi okrog tega, ker še zmeri imaš dostop do baz, do ERP-a, kjer lahko stvari ročno popravljaš in tega ne moreš preprečiti. Tako da je čas za razmislek, čas za definicijo teh stvari, pa zavedati se, da ko je enkrat proces digitaliziran, da ročni posegi v to pač so skoraj da prepovedani, ne, ker drugače pač proces uničeš. Velikrat se nam pa zgodi, da iz prvotnega obsega projekta, ne, kjer se pogovarjamo o tem, da bomo upeljali en konfigurator, podjetje doživi pač epifani moment, pa naredi celotno restrukturiranje prodaje. Ne, se pravi, od tega, kako so historično določali popuste za kupce, ne, kjer je pač vsak se po svojem ali menil, velikrat je naš učinek ta, da potem definirajo A, B, C, D kupce, ne, enotijo popuste, to pomeni, da je treba nove pogodbe z njimi podpisati in tako dalje, potem strukturirajo izračun cen, ne, da je pač poenoten za to, da recimo, ko vidijo enkrat problem updatanja cenikov za globalni trg, ne, je zelo fajn imeti stvari poenotene, ne. Pa tako naprej. No. Tako da v bistvu projekt velikrat zrase po obsegu pa rata dolgoročen. Kdo pa so, torej govorili smo jasno, kdo so glavni uporabniki, ampak kaj pa to, ko si omenil, ne vem, posodobiti se cenik, dodali smo neke nove opcije, imamo nove produkte, kdo za to skrbi ponavadi? Ja, običajno, tako kot sem rekel prej, ne, na projekt dobimo nekoga iz produktne ekipe, pa nekoga iz prodajne ekipe, ne. In običajno ljudi, ki so že dlje časa v podjetju, pa pač to produkte zelo dobro poznajo, ne, pa pač prodajno logiko zelo dobro poznajo. Oni so odgovorni pol, da je vedno da je konfigurator vedno na zadnji verziji tega, kar oni tako, ne, ponujajo. Potem imaš pa še recimo tehnologe, zdaj v dosti podjetjih, ne, naša glavna stvar je to, da ne želimo podjetja narediti odvisna od nas, kar se tiče storitev. Želimo zelo produktno pristopati in predajamo znanje. Ne. In v veliko podjetjih imamo zdaj skrbnika, ki v bistvu pozna platformo tako dobro, da dejansko lahko vse dela sam. Mi nudimo pač podporo, kadarkoli so situacije, kjer kaj ne znajo. Drugače pa je to običajno neka tehnična produktna ali pa tehnolog, R&D oddelek ali pa pač produkt. Veš, kaj me je zanimalo? A imaš kakšno tako zgodbo, ne vem, slovensko ali pa tujo, kar rečeš, te so pa res sličes ta proces zelo tako dober, pa se mi res, ne vem, so naredili transformacijo in so se jim pol, ne vem, neki rezultati ful povečali, tako da damo še en konkreten primer. En case study. Ja, en case, kaj ga lahko ali pa opišeš podjetje, če jih ne smeš točno govoriti. Ne, recimo eden od zelo dobrih partnerjev, ki mogoče ne bi šli v detajle zgodbe, je recimo Fotona, ne, na medicinskih laserjih. Oni so v bistvu digitalizirajo trg za trgom, so v bistvu uspeli avtomatizirati naročanje po vseh regulatornih področjih, ki jih pokrivajo. Oni imajo pač cel svet, pa zelo visoke standarde. Ne. To je recimo ena taka zgodba, kjer smo uspeli in prodajo pač krovnih izdelkov, to so medicinski laserji, in tudi rezervnih delov, pa dodatkov po trgih za partnerje, ki jih je, mislim, da več kot 700, v celoti avtomatizirati. To je kar velik dosežek, pa v malo bolj konzervativni branži, kot je pač medical devices.
Drugače pa recimo ena taka zgodba, ki se je lih pred časom dogajala, ne, plod enega zelo dobrega sodelovanja med švicarskim podjetjem Vollhaus, ki dela nadstandardne majhne bivalne enote in pa v povezavi s partnerstvom z Jakom Hrovatom iz mizarstva Hrovat, ki je po mojem mnenju eden od vizionarjev slovenske industrije, pa ful super dečko, top produkte delajo. No. Se pravi, ta dva podjetnika, Švicar pa Slovenc, sta se skupaj povezala, naredila zgodbo Vollhausa, top produkt in mi smo bili povabljeni zraven, da smo v bistvu jim pomagali pripraviti nakupno izkušnjo za kupca, ne, in tam je recimo prvi mesec, ko smo šli live s tem, smo zbrali za 10 milijonov evrov ponudb, ne. Čist brez, pač marketinško je bilo nekaj, ampak produkt je dejansko toliko dober, izkušnja je zelo prijazna, da so v bistvu ljudje takoj pograbali. To so te tiny houses. Ja, to so majhne hiške, ne, v bistvu prodaja po Evropi, pa ja, tako, se pravi, produkt se proizvaja v Sloveniji, top kvaliteta, top produkt in top firma, tako bom rekel. Ful dobra zgodba. Ja. Kaj pa recimo tiste podjetja, veš, imaš jih še kar neki, ki so dvomljivci, kaj bi jim rekel, kako ne zdaj recimo se tega loti, oziroma v čim ne začnejo malo razmišljati, da bi se recimo predstavili na nekaj takega, zakaj konfigurator rabijo, a jih bo, ne vem, konkurenca prehtela, tak stranke to zahtevajo, želimo poklikati stvari, kaj bi rekel, so neke take stvari. Mislim, dejstvo je, da ne, zahodni svet, se pravi, dajmo reči, razviti del sveta, se pravi Evropa pa Severna Amerika, imata zelo velik problem, ker produkti iz držav v razvoju so po kvaliteti načeloma prišli na isti nivo. Ne. Kar trenutno dela največjo razliko je pač brand, pa market share, ki ga imajo. Ne. In experience za kupca je nekaj, kar dokazano pač izboljšuje pozicijo pa konkurenčnost in v bistvu počasno ne bo več drugih parametrov, s katerimi bi lahko tekmovali proti produktom iz Kitajske, ne, ki se danes pojavljajo pač na vseh nivojih. Ne. Že zelo kompleksni produkti, evo, zdaj imamo avte, ne. In jaz mislim, da dobra izkušnja za kupca je eden od glavnih diferenciatorjev, na katere se bojo podjetja mogla opirati, če bojo sploh hotela preživeti. To zdaj ni več vprašanje, a bojo prosperirala pa rasla, ampak če bojo sploh hotela preživeti. Going forward, žal je to tako. Ne. Recimo, pred leti se prav spomnim, en direktor proizvodne mi je rekel, ja, sej nas Kitajci kopirajo, ne, ampak kvaliteta naša je še zmeri pač ful boljša, ne. Pa so se pogovarjala in 2 leti pozneje rekel pismo, ne, sem bil na sejmu tam, ne, in pismo, kvaliteta je že zelo tam, ne, cena je pa tretjina naše, ne. In trenutno, kar nas rešuje, je nizki dobavni stroški, pa mal hitrejši dobavni rok. Ko pa še to vzameš, se pravi, Kitajci recimo kupujejo skladišča, podjetja v Evropi, lih zato, da imajo te kapacitete bliže svojim kupcem, si pa zgubil v bistvu vse in moraš začeti tekmovati na izkušnji, na brandu, na v bistvu supportu stranki, to so pa mehke veščine, kjer bojo pač te firme začele dobivati ali pa pač zgubljati. In za proizvodno je to zelo težko, ker pač njihov core posel je stroji, reskanje, krivljenje, ogromno surovine, to je njihov posel, ne upravljanje z odnosi in tako dalje. Ne? Ja, niso navajeni razmišljati sploh o izkušnji stranke, ali pa tudi produkt ponavadi verjetno ne nastane iz tega, da bi razmišljali za res o stranki, ampak... Tako da jaz bi rekel, če v branži nekdo od konkurentov ima konfigurator, za katerega veste, da pač približno v redu deluje, začnite delati takoj. Takoj. Pač poglejte, kva dobro dela, kaj ne dela dobro, začnite razmišljati o tem. Strokovnjakov že v Sloveniji na področju izkušnje kupca je veliko. Začnite razmišljati o tem, ker drugače ne boste več konkurenčni. Mogoče tle tudi en nasvet, da ne grejo sami pa razvijati tega. Mogoče vse en boljše zeti podjetje, ki je tega ogromno že naredili, ki vi ste se naučili.
hardware stvari, ki ne delajo dobro. Ne? Predvsem je tako, razvit, recimo, da najdeš podjetja, ki znajo to razviti po meri. Problem rata, da prvič, je treba to posodobiti. Takrat se običajno izkaže, da je to nekdo razvil, ki pač ne pozna proizvodnega procesa, ne pozna specifik proizvodne industrije, ne pozna vseh teh sprememb, pa kako se to odraža v logiki, in se izkaže, da je treba pač zadevo še enkrat napisati. In nobene garancije ni, da bo naslednjič kaj boljš. In to je recimo ena od glavnih ovir, ki jo jaz vidim. Se pravi, ko se enkrat tak sistem postavi, ga je treba biti sposoben vzdrževati pa držati na dolgi rok, da bo služil pač 10, 15, 20 let. Pa šel skozi vse spremembe, tako kot recimo gre ERP orodje. Ja, zavedati se total costa, ki ga boš imel v... Tako. Itak to rabiš pol do konca. Tako. Ni to nekaj, kar bo šlo stran. Cool. Zdaj smo nekem tak, se mi zdi super povzetek naredili, kaj je to, zakaj je to dober, kje te lahko ljudje v bistvu še kaj spremljajo, če jih recimo še kaj dodatno zanima. Pa zelo aktiven sem na LinkedInu, pač to je po moje primaren kanal komunikacije. Zelo veliko se zadnje čase pojavljam na podcastih. Naš YouTube kanal probamo vztrajno polniti z prijaznimi vsebinami, predvsem s tem, kako se kaj uporablja. Drugače pa zmeri sem na voljo na mailu leonaf@salesquiz.com ali pa LinkedIn direct message, to je to. Najlažjim tam. Cool. Jaz bi še eno vprašanje za konc. Ne moram epizode končati brez da AI omenam. A sem mislil, da boš uspel brez Ne, samo tako me zanima, v smislu AI hype je posod, boom je posod. Kako to vpliva na to industrijo? Lik zanj sem dal eno objavo na LinkedIn, malo sem šel na Redditu, sem pač član enega subreddita, ki govori zelo veliko o AI-ju v manufacturingu, in je pač nekdo dal pač gor vprašanje, kaj si mislite o AI-ju v manufacturingu, in je napisal spodaj, ta prvi komentar je bil My brother in Christ, my factory is built on Excel made 30 years ago. Se pravi, problem generičnega AI-ja v proizvodnji je lih to, da je generičen. Proizvodna rabi specifičnega, pa ne more si pustiti napak. Prav, če en promil možnosti, da se zgodi napaka, pomeni, da moramo vse preverjati ročno. In to je recimo en showstopper za AI v proizvodni, ki jaz vidim AI v naši panogi oziroma nasplošno v Sales Quizu. Mi pripravljamo en velik boom, ki upam, da bo letos pač zaživel, kjer bomo v bistvu glede na to, da imamo historične podatke o tem, kaj je prav, kaj ni prav, da imamo zelo dober pa zelo odziven model produkta, kjer lahko zračunamo, kaj je prav pa kaj ni prav, uspel v bistvu ponuditi AI na 3 nivojih. Prva je priprava konfiguratorja iz nekih podatkov, ki jih firma že ima. Pa recimo, da tukaj računamo, da bomo prišli na nekako 80% tega, kar bo potem dejansko stanje na koncu. Druga stvar je pač podpora pri odločanju, kaj sploh vključiti v konfigurator, kaj ne. Pa tretja stvar je, dolgoročna vizija je narediti v bistvu nekak pomoč ali pa celo AI zaposlenega, ki se obnaša kot sales clerk. To pomeni, zna pripraviti ponudbo iz inputa stranke, zna sprocesirati naročilo, zna preveriti, če je pravilno. Se pravi, vse te taske, ki ne dodajajo vrednosti, jih je pa treba upraviti, glede na strukturirane podatke, ki jih mi imamo, lahko pač AI rešuje. In to je nekak naša vizija. Se pravi, chat asistenti so pač prva implementacija tega. Jaz mislim, da AI v naši industriji bo šel predvsej na višje nivoje. Ja, ta zadnji case, ki se rekel, je že bolj nek agent, ne? Kaj že neke stvari dela že malo več. Tako. Ne, pa recimo zna promptly odgovarjati. Ne, da ni to zdaj nekdo, ki je pač zdaj 3 dni na bolniški, pa pač stranka ne bo dobila ponudbe 3 dni, zato ker pač noben drug to ne zna ali pa ne more. Ne. Prav, da tle probamo v bistvu narediti nek avtomatiziran sistem čist do konca, tudi komunikacijski. Ok, hvala Leon, tole je bilo ful zanimivo. Hvala Gorazd, hvala poslušalcem.
Če imate kakršnokoli vprašanje za Naju, za Leona, lahko mu pišete na LinkedIn, lahko greste na najino formo frodix.com/vprašaj. Hvala vsem za poslušanje, pa se vidimo v naslednji epizodi. Čau. Čau. Čau.